Jutro pozdravljeni na tretji tiskovni konferenci, ki jo organiziramo letos, in sicer za tretji premiero, drugo na Velikem modru. Jančar, disident Arnoš in Nikol. Mislim, da za začetek moramo upravičiti, dragi Jančar, da je morali potovanje, pač pa nam je poslal pismo in zdaj bi jaz prosil njegovega zastopnika v Drami ta hip, Marka Mandiča, da prebere to pismo. Njegov zastopnik na odru Mandič. Jaz bom pa zdaj počala se zdaj. Prav izvedbo Arnoža sem dočakal v New Orleansu, kjer sem tisto leto bival s Fulbrightovo štipendijo za umetnike, očitno vedno nekje potuje. Fulbrightovo štipendijo za umetnike, ob novi premieri v Drami bom v Istanbulu, kjer bom predstavljal 4 prevode mojih knjig v turščino. V davnem januarju leta 1982 so prišle iz mrzle Ljubljane na topli jug Amerike o predstavi Dobre novice. Skoraj prepričan sem, da bodo v soboto zvečer ali po noči prišla podobna sporočila tudi v Istanbul. Predstavo, ki si jo bom ogledal takoj po vrnitvi, pričakujem z vznemirjenjem in velikim upanjem, da je integralno dramsko besedilo v slovenskem teatru še mogoče. Osnova za to upanje sta sjajni predstavi iz zadnjega časa, ki po mojem nista doživeli pozornosti, ki si jo zaslužita, Tugomer v Drami in Hamsunov grad v mini teatru. Dva od osrednjih ustvarjalcev obeh predstav, v prvi režiser Diego Debreja, v drugi pa igralec Marko Mandič, sta tudi tukaj, zato je moje pričakovanje toliko večje. Ne želim razlagati, kaj naj drama, ki se dogaja v 19. stoletju in jo je spodbudila usoda Prešernovega sodobnika in znanca Andreja Smolikarja, pove gledalcem danes, na to bo odgovorila predstava. Če eksistencialno vprašanje o uporništvu, o posamezniku, ki je drugačen in prestopa robove, o človeku, ki je svojo predstavo o svobodi v sporu z vsem svetom in nazadnje tudi samim seboj, deluje na človeški ravni in ne zgolj na ravni idej ali estetike, potem upam, na nek način nagovarja tudi našo današnjo negotovost, občutek nemoči in kaotičnega sveta, v kakršnem živimo. A še bolj pomembno je, če je ta usoda z vprašanji, ki jo spremljamo, živa. Življenje dramskemu tekstu lahko čudežno vdihne samo živost in moč gledališča. Zmeraj sem verjel v magijo teatra, ki oživlja pisateljeve zgodbe in stavke. Ne samo kot avtorja, tudi kot gledalca me ta magija zmeraj znova prevzame. Šele v teatru za čas predstave in ob vsem, kar se v nas naseli po njej, te stavke zares napolni življenje s svojim strahom in pogumom, veseljem in žalostjo, razumom in norostjo. To je nenavadna moč gledališča, nikakršna poustvarjalnost, kot pravijo, temveč novo življenje drame. Življenje in ustvarjalnost sama. To je tudi zgodba naše civilizacije od grških časov, ko so se igralci spopadali z zahtevnimi besedili in usodami in jih oživljali intenzivneje, kot je to zmogel katerikoli dramatik. Drago Jančar. Hvala. Kot tudi avtor je svoje povedal, tako da tole vam lahko tudi pustimo, da boste si prebrali in mogoče v svojih zapisih kakšno besedo iz tega uporabili, bo Drago vesel in mi tudi. Zelo sem vesel, da že tretjič zapored sodelujemo z mariborskim gledališčem. To je že tretje sodelovanje, sicer drugič z Jančarjevim besedilom. Po Briljantnem vačku zdaj uprizarjamo asistenta Arnoža. Logika te povezave je seveda popolnoma enostavna, Drago Jančar in Mariborčan uprizarjamo v Drami in v Mariboru pri Briljantnem vačku sta bili tako rekoč skoraj da usporedni premieri in pa še mnogo seveda drugih je usporednic. Zdi se mi pa najbolj pomembno to, da je s tem sodelovanjem, je zdaj že postalo nekako tradicionalno in upam, da se bo tudi nadaljevalo,
predstavo, ki jo naredimo skupaj, gledalo ogromno število gledalcev, da so igralci med seboj izmenjali izkušnje. To so recimo najpomembnejše stvari, ki se mi zdijo vredne takih povezav. Niso samo matematične, so predvsem vsebinske in to me zelo veseli. Tukaj z nami je Diana Polovini, pa še njej dam besedo, da se še ona meni pove, kako je lepo. Ja, ampak pravzaprav ne moram drugega reči kot to, da sem res zelo zadovoljna, da to predstavo nekako delamo skupaj. Zelo zadovoljna tudi, da delamo z Diegom, ki je vendarle tudi že dosti delal v Mariboru in sem vesela in tudi moji kolegi, oziroma gledališče, je zadovoljno, da se to sodelovanje na nek drug način sicer, ampak vendarle nadaljuje. Mislim, da je to tisti najpomembnejši način ob ustvarjanju predstave. Zato sploh gledališče obstaja, seveda. Vse drugo je sekundarno, vse drugo samo služi temu. In seveda sem zelo vesela tudi, da skupaj delamo to besedilo. Jaz sem njih toliko stara, da sem vstopala v gledališki svet oziroma šele začenjala se spoznavati z njim, ko je ta igra v resnici prestrelila slovensko javnost, gledališki prostor tudi po nekem širšem prostoru, jugoslovanskem prostoru. In z velikim vznemirjenjem zdaj pričakujem, oziroma zdaj že malo vem, ker sem včeraj gledala vajo in sem tudi prepričana, tako kot Janša, da ta igra ima nekaj zapovedati, oziroma predvsem, seveda je bilo treba to izbrskati. Mislim, da je ta ekipa na čelu z Diegom in Markom zelo intenzivno delala na tem in tudi zelo daleč prišla, da je pač to misel skrb za misel uporništva, misel na to, da bi moramo skrbeti za to, oziroma si prizadevati za to, da bi bil svet lahko tudi drugačen, da bo zaživela tudi zdaj in danes. Ja, in seveda zelo sem vesela, da igralci iz Mariborskega gledališča v tem podvigu sodelujejo z Niko, ki je tukaj danes edina iz te ekipe z nami, tudi na tiskovni konferenci, da v tem podvigu sodelujejo skupaj z igralci iz Ljubljanske Drame. Mislim, da en drugega oplajajo in to je pri tej koprodukciji res najpomembnejše. Hvala. Pa še predno se posvetimo predstavi. Jaz sem povedal še stvar, ki se pa tiče gledališkega lista. Vsaj napovedal jo bom, urednica sedi tukaj z mano, Mojca Kranc. Ta gledališki list je zelo posebna stvar. Pravzaprav izvoli, prosim. Mislim, da je tvoja ideja, tvoje avtorstvo, mislim, da je nek pomemben presežek in upam, da bomo imeli še več takih možnosti, da bo iz tega nastala pravo študijsko gradivo. Hvala lepa. Jaz bom vendarle začela z anekdoto, ki je z ene od prvih vaj, ki smo imeli za disidenta Arnoža spomladi. Ko sem poskušala na najbolj nazoren, pa mogoče tudi malo, ko ne rečem, zavalen način predočiti ekipi, kakšna je pravzaprav razlika med recepcijo te igre v času, ko je bila napisana in kakšne možnosti mogoče imamo danes, ko z njo nagovarjamo današnje občinstvo. Sem se spomnila enega detajla iz romana Andreja Blatnika, napisanega pred nekaj leti, naslov je Spremenjeni, katerega glavni junak je nekdo, ki dela v oglaševanju in je v oglaševalski akciji za novo zobno pasto uporabljena beseda dissident.
Zdaj se mi je pač, da je jezik tisti pokazatelj, ki najbolj natančno, najbolj sproti, najbolj raznoliko detektira družbene spremembe, pa ne samo družbene spremembe v tem, bi rekla, manifestativnem smislu, v tem očitnem smislu, tako rekoč državnem, ampak v vsej paleti do najbolj skritih tistih, ki so tako rekoč nezavedne, s katerimi seveda ima največ veselja psihoanaliza, čeprav psihoanaliza ima največ veselja s tistimi, ki so nezavedne, pa se pokažejo recimo na državni ravni, ampak to je drug problem. To omenjam zato, ker je ta drastičnost pomena besede disident iz časa na začetku 80-ih let, ko je pomenila tako rekoč ključen pojem pri opisu določene, kako ne rečem, družbene ureditve, ki vendarle ni bila tako kratkosapna, in poti od tega pomena do, recimo, reklamnega slogana, da več kot polovica ekipe pravzaprav ni razumela, zakaj se mi zdi to tako pomembno. In se seveda morala jaz drastično zavedati, da je naša ekipa tako mlada, da je v tistem času bila več ali manj šele rojena, ali bila pa celo v nekaterih primerih še izkrica v očeh svojih staršev. In zato sem seveda morala pomisliti na to, da je za življenje dramskega besedila, da rečem jaz tudi z našim avtorjem seveda pomembno to, kako zaživi v gledališču. In da je v tistem času, ko je Jančar napisal Disidenta in z njo, in s to igro pravzaprav začel svojo kariero dramskega pisatelja, dramatika, če smem tako reči, kot vemo, pred tem se on že zelo veljavil kot resni pisatelj, vsaj z romanom Galjočine, tudi z drugimi rečmi, proznimi. No, zdaj sem tam dobila. Skratka, da je za to vendarle najpomembnejši kontekst, družbeni kontekst, ki določa ne samo to, kako so igre, kako so literarna dela napisana, temveč tudi kako so sprejeta, na kakšen način so sprejeta, na kakšen način se formira neka konvencija percepcije. Zato sem bila pravzaprav toliko bolj hvaležna, kaj rečem, v sodi srečnemu naključju, da sem vedela za esej, ki ga je Janez Pipan napisal za izdajo izbora Jančarjevih iger prevedenih v makedonščino. To je šlo bolj natančno prebrati v postskriptumu, za katerega je sam avtor poskrbel, kako je prišlo do tega, kje igre so prevedene in seveda je omenjena tudi Ljiljana Mazova kot predstavnica oziroma tista literarna zgodovinarka in, kako ne rečem, tako rekoč slovenska agentka v Makedoniji, slovenska literarna agentka v Makedoniji. Skratka, po naključju sem vedela za ta esej in sem prosila Janeza Pipana, če dovoli, da to njegovo razpravo, ki zajema analizo dramskega opusa Draga Jančarja, obenem pa opisuje tudi kontekst, v katerem je ta opus nastal, dovoli, da to objavimo tudi v slovenščini. Tako da zdaj odgovarjam na to istočnico, ki je mi jo Igor dal pravzaprav šele s koncem. Zdaj se mi je, da je opus Draga Jančarja, ki je bil kompletno uprizorjen v slovenskih gledališčih, pa tudi seveda drugod, tako pomembno in tako pravzaprav že zahteva eno analizo in en poglobljen pogled, da je priložnost premiere njegovega Arnoža po 35 ali koliko letih po izvedbi pravi moment, da to objavimo. Nimamo zmeri te priložnosti, ker pač mi smo kratkosapni v smislu, da načrtujemo za eno leto naprej, take vrste študije se pa morajo pisati del časa, ampak če je ena, pa mogoče bolj lastovka, ki bo prinesla to razpomena. Hvala lepa. Hvala. Zdaj se bomo posvetiti predstavi, Gregor je že zelo nestrpen, tako da mislim, če
Jaz bi rad povedal, da je v bistvu v tem pismu draga Jančarja je marsikaj povedano, marsikaj govori tudi o usmeritvi letošnje naše sezone. To, da je treba upati in si upati poskušati storiti nekakšne spremembe, razmišljati, sanjati o vsem tem, to je recimo nit letošnje sezone in ko smo se z Diegom pogovarjala o besedilu, sva se oba strinjala okrog tega, da je besedilo seveda nastalo v nekem času, ki je bil zelo natančno nagovarjal politično situacijo v čistem trenutku, da pa vendarle besedilo o tem hendikepiranem ustvarjanju, o tej neprestani želji spremembe marsikaj govori. Že sam lok igre, da se od velikega revolucionarja, če govorim zdaj o originalu, velika revolucija, velike želje končajo kot metafora v svinjaku in to v Ameriki. Meni se zdela to, recimo za današnji čas, neverjetna metafora in mislim, da je to bila tudi z moje strani neka štartna pozicija. Diego je to seveda razvijal drugače in predstava, po mojem mnenju, je strašno močno govorila točno to, kje so naše želje, na kakšen način so hendikepirane. Niso zmeraj samo odzune, veliko so tudi znotraj. Jaz bi zdaj predstavil ekipo, ki imamo Diego Dobreja, ki je seveda režiser in z Mojco skupaj tudi nekako organizator besedila, bi se temu reklo, recimo, da ne bomo uporabljali kakšnih težjih izrazov. Diego Dobreja je tudi scenograf, skupaj z Istokom Varnjalom. Istok Varnjal je bil njegov asistent. Kostumograf je Blagoj Micevski, ki pač kasneje to. Blagoj Micevski, ki sodeluje z Diegom že dalj časa in oblikovalec videa in zvoka je produkcija. O tem bo povedal pa več Diego. Zelo se znanstveno sliši. Izidor Farič je to, ne? Ja, je. Zato je fit. Farič Izidor. Zelo preprosto, ali? Ja. Lepo se pa sliši. Marko Mandič je, kot sem rekel, zastopnik avtorja, igra Arnoža, Kristjan Ostanek, igra Ignacija Detelo, Klemens Lagonja, Xaver, Zvone Hriba je Wolf, Nika Rozman, Ana Wolf, Ronarca Silva Čušin, guverner Ivo Ban, Krištof Pajek, Boris Mihal, Mihajl Vončina, Mateusz Biber in kronarci sta Vanja Plut in Mateja Pucko. Jaz sem zdaj to čisto matematično prebral iz tega gledališkega lista, zdaj bom pa predal besedo Diego Dobrej, da nam naredi uvod v razvedanje. Dobar dan. Jaz sem imel kar nekaj pogovorov, ker je ta avtor tako izpostavljen tu. Jaz ga izjemno cenim. Seveda so pa tu v osnovi bliže na začetku veliki problemi. Problemi predvsem zato, ker ti anahronizmi v tekstu, ker je ta tekst vezan seveda na eno zelo specifično situacijo v nekem času, ko je bilo možno seveda ta tekst brati tako, kot se ga je takrat bralo, da je bilo to bistveno, bi rekel, neenostavnejše, ampak bom rekel, takrat je imel ta tekst, je bil na nek
način političen tekst. Ne. Danes seveda je to tako rekoč nemogoče, ker kritika družbe je to, s čimer se ukvarjamo pravzaprav popolnoma vsi. Tako da naj človeka in pravzaprav vsebino, kaj je pravzaprav tisto, česar, po čemer se ta junak, ali pa to, kar ta junak išče, kaj je pravzaprav to z Jančarjem, jaz sem te stvari že takrat na začetku mu nastavil in moram reči, da sva oba se zavedala tega, da je potrebno ne pripeljati samo to zgodbo, ki je upeta v tisti kontekst, ampak da je treba pripeljati neko, jaz to imenujem ontologijo ali pa eksistencializem, če hočete, kaj pravzaprav je to, kar bi mogli pripeljati, da bi ne bil ta svet drugačen, ampak da bi nam bilo lažje. Ker kljub temu, da, bom rekel, današnji svet je seveda drugačen od tistega, predvsem potem, ker mi sami pristajamo na to kletko osamljenosti, na to kletko, da smo kontrolirani, pravzaprav vsakodnevno vstopamo v to, še več kontrole, torej zasebno postaja javno in bom rekel, dokler je v tem svetu kategorija varnosti, ki jo uvaja seveda kapitalizem, močnejša od kreativnosti, do takrat seveda ta svet ne bo drugačen. To je prva stvar. Druga stvar, ki je tu bistvena, je, da ta disident, ki ga zdaj strašno tu poudarjamo, je Jančar dodal tik pred tem, ko je ta tekst izšel, torej na začetku je bil naslov Arnoš in njegovi, kar se mi zdi zelo pomenljivo, ker danes disident, torej ta razkolnikov, če hočete, ta, ki izstopi, ta, ki pravzaprav, bom rekel, ki poskuša, se to bi bila idealna situacija v današnjem svetu, da bi paralelno ob tem kapitalizmu, ali kakorkoli to imenujemo, obstajal neke vrste, rekel bi temu, recimo, temu bi rekel, mogoče anarhija. V smislu, da bi bilo super, da bi lahko vsak delal to, kar si želi, ampak da bi še vedno ta svet lahko znotraj tega funkcioniral. Vsi sistemi od komunizma in vsi ti, ki so bili, bom rekel, so bili slabši od tega, ki ga imamo danes, čeprav je ta katastrofalno slab. Ampak boljšega sistema seveda še nismo pogruntali. Mi govorimo o tem, da bi si želeli, da bi bilo drugače, ampak pozabljamo na ključno zadevo, da si to zanko okoli vratu vežemo sami in da to, kar ta tekst pravzaprav, s tem se mi ukvarjamo to notar, išče, je seveda duh. Duh, torej duhovnost, ne duh kot duh, ampak ta duhovnost, do katere nikako nočemo in ne moremo priti. Ker seveda za duhovnost je potrebno pa, da je človek prvič, da ima stališče, ne mnenje in okus, stališče. Drugič, da seveda ni oportunist. Tretjič, da deluje zvest samim v sebi do konca in da je zato pripravljen odpovedati se in žrtvovati pravzaprav vse. To pomeni, da ni človek kot žrtev, to, kar smo mi neprestano, ker jamramo, kako je grozljivo, hkrati pa nismo pripravljeni dregati v točko, bom rekel, temu v italijanščini se zelo lepo reče punto debole, občutljivo točko našo, torej v našo avro ne vstopimo, ker je enostavnejše, da namesto srca vodimo življenje skozi glavo, torej skozi ego, ki nas pelje vedno kot skušnjavec narobe. In mi vse to sprejemamo na račun varnosti, na račun funkcije, na račun službe, na račun akademizma, na račun. To je prva stvar. In Jančar se je seveda s to zadevo že v osnovi izjemno, bom rekel, sva se pokrila nekako. Zato sem, bom rekel, ogromno časa, ker tekst je pisan, bi rekel, bom rekel, zelo debatno, zelo debatno. Seveda, mi smo pa mogli tukaj uprizoriti pasijon
In moram reči, da Janča je prva stvar, to je edino, kar bom mogoče zdaj še rekel, je prva stvar, ko smo se vprašala, pa kdo je danes ta, če vsi kritiziramo, ne? Vsi govorimo, ni v redu, ne more biti in tako naprej. Ne? Kdo je ta potem? Ne? Kdo je ta človek? Ne vem, Wikileaks težko, ne? Terorizem premanj, ne? Pol je to seveda samo agitprop, to je samo neka agitka. Ne? Torej, kaj je ta ontologija tega fugitive, ali kako bi temu rekel, to sem takrat na štartu govoril, torej tega begunca po lastni volji. Mi smo sami sebi, kako bi rekel, definiramo to nemogočo pozicijo in pravzaprav Arnoš je človek, ki pride do točke, da vidi, da ga svet ne razume. Ker svet ni še dovolj osveščen, čeprav se dogajajo te stvari, ki se dogajajo, da bi seveda prestopili to in prišli v neke vrste, lahko je to dekadenca, lahko je to predvsem neko anarhija, lahko je to, vse ogromno to poslušamo, ne, tudi doma in povsod, pač meni je tako všeč, ne, pač jaz bi rad, da je to tako, ne, ampak hkrati vedno pristanemo na vse, ne, zdaj, ne bom govoril, kaj sem danes poslušal, kakšne čipe se zdaj še zmišljujejo, torej, kire kontrole si mi sami ustavljamo, pravzaprav, kakšne varovala si postavljamo na račun tega, da zapiramo srce seveda in svojo lastno kreativnost. Ker absolutna svoboda je nekaj, kar je v današnjem svetu popolnoma nepredstavljiva stvar. Absolutna svoboda, to pomeni, da bi deloval res tako, je nekaj, obstaja neka knjiga, ki govori o tem, in o tem seveda govori ta tekst, ne, da ne bomo zdaj tu preveč filozofirali, ne, torej, govori o tem, da če bi prišli do točke osvoboditve, ne, bi se tega sami ustrašili. Ne. Ker vse tiste stvari, ki jih sanjamo, vse tiste stvari, kjer smo občutljivi, kjer smo nemočni, vse tisto celo življenje skrivamo. Zato imamo alkoholizme, zato imamo strahove, zato imamo, da ne bi našteval, kaj nas mora vse zadeti, da bi seveda prišli do nekega, da bi se zgodila neka sprememba. Ne. Zdaj pa, kar se pa tiče politične igre, se mi zdi pa to popolnoma nemogoče, ker danes tudi terorizem gledamo kot igrani film. Ne. Žal, to pomeni tudi Sirija, ali pa ne vem, kaj vam rekel, to je igrani film, to je del neke propagande, to je del, tam se seveda to dogaja, ampak dokler se to nas ne dotakne, mislim, da ne bi rekel. Ne. To je prvo poglavje tega. Ne. Drugo poglavje pa seveda ta, da že v osnovi je bilo jasno in to so seveda, Jančar je imel dve izhodišči tu. Prvo izhodišče mu je bila Biblija, ne. To je osnova, kajti krščanstvo, s tem se seveda ukvarjal, on ni zastor izbral Smolnikarja, to je bil pač kaplan, ki je imel socialistične nazore, ki se ni strenjal tako isto kot danes, pravzaprav v tem smislu je ta stvar blazno, bom rekel blizu, ne. Pa ne gre samo za posvetno ali pa cerkveno oblast, gre za to, da razumevanje vire danes je zopet ena instant zadeva, tako kot McDonald's, bomo rekli, ne. Kako mi to razumemo, kaj pa pomeni in kdaj pa gremo v to viro, bom rekel, in to ljubezen, kdaj se odpremo, v bistvu, ko se nam mora zgoditi ena strahotna tempesta, ne, ena strahotna, bom rekel, nek udarec, bolezen, ne vem, kaj bom govoril, ne, razne. No, in ko smo tega Kristusa omenili, ne, seveda, ker Kristus je pa živel to, kar je zdaj tu razlagam, ne, eno je zdaj Kristus, drugo je seveda kodeks krščanstva in tako naprej, ne. To je bila prva stvar, rekla sva, ja, ta bi pa bil, ne. Z Jančarjem seveda, zdaj govorim zato, ker smo njega, tako izpostavljam, se mi zdi to prav, bom rekel, ker ga izjemno cenim, ker globina njegove, jaz ne vem zdaj, kako so bile druge stvari, kaj s teatr, zelo malo pravzaprav spremljam, izjemno rad ga pa delam, ne, ampak on je izjemno luciden, njegova globina je globja, kot si mislim, da smo mi pripravljeni pogledati, ne, ali kako bi to rekel. In vsi ti očitki, ki letijo tudi na njega, glede te političnosti in ne vem česa in tako naprej, in tudi pri knjigah pri nas, ne, vemo, da je mogel iti v Francijo, vemo kam, hvala Bogu, da je v Istanbulu, ne, jaz smo zelo prvočim, ne, in da ima tam prevode, ne, da bo, pravzaprav imam občutek, da smo malo premalo resni znotraj teh stvari in da zgleda, da nam je še vedno zelo dobro, da se lahko se to dogaja. Ampak bom skrajšal. Torej, to je sigurno ena stvar. Druga stvar pa je, ne, da ni slučaj, ne,
da je vzpostavil v tem tekstu izraz razkolnikov. To pomeni, dramska struktura, ne, ki je tu noter vzpostavljena, je vezana na roman vseh romanov, to pa je Zločin in kazen. Ne. Avtorja, vemo katerega, ne bom tu poimenoval. Ne. To govorim predvsem zato, ker bom rekel, ta ideja, da bi spremenil ta svet, je, bom rekel, jaz imam otroka, ki je star 15 let, ne, in tudi on ima to željo, ne, in to potrebo že zdaj. Ne. Vprašanje je samo, ali je to možno, kako je to možno in kaj je pravzaprav tisto. Bom zaključil z eno idejo. Ne. S Kennedyjem. In mislim, da je mogoče čas za to. Ne. In to je ta Arnoš. Torej, ne sprašuj se, kaj lahko naredi država zate, ne, ampak vprašaj se, kaj lahko ti narediš za državo. Ne. Ljubezen seveda ne more biti sprejemanje, ampak mora biti dajanje. Tako da ta lik pokriva en duh, ki je na koncu, glede, zdaj bom zaključil s to utopijo, ne, ki je tu noter, ker smo se veliko spraševali tudi to, kaj pravzaprav je utopija. Utopija je nemogoč projekt, v katerega greš in ki nima realnega zaključka. Antiutopija je ista ta zadeva, s tem, da gre zadeva v dark, torej v temo, ampak je spet se nekje zaključi. Mislim pa, da je Jančarjeva ideja pravzaprav nekaj tretjega. Ideja je, da če bi, torej, da sistem seveda, ta absurdizem, te kontrole, te kletke, te alienacije, te osamljenosti, te izoliranosti človeka, te brezdušnosti pravzaprav, ne, v kateri se mi utapljamo, ne, je taka, da če bi sprožili duhovnost, se da to presežiti. Ker vse se da ubiti. Ubili so Zupana, Kocbeka, Torkarja, ne bi naštevali, Jančarja, ne, tudi njegovi doseji sem zdaj videl, so izgubljeni in tako naprej. Kaj vse so ubili? Ampak Jančarja niso ubili. Duha se ne da ubiti. To je edina in to je ta ideja pravzaprav, bom rekel, in Kristusa, in Arnoža, če hočete, in vseh teh redkih posameznikov, ki vztrajajo znotraj tega, ker ti lahko uničiš vse. Vse lahko uničiš, to sploh ni nobeno vprašanje. Vse lahko kupiš, vse lahko uničiš. Razen duha se pa ne da uničiti. Ne. In ta zgodba tega ne upora, ne, to je že v osnovi, mislim, kdo je lahko danes upornik, no, prosim, no, mislim, to je smešno. Mislim, kdo? Ne vem, Al-Kaida, evo, to so uporniki, ne. Mislim, kdo je pri nas upornik? Taki v gostilni tu, ali pa ne vem, ki v kavarni, kritizira, kako se narobe. Ma prosim. Mislim, to je smešno. To pomeni, veličina tega Jančarja, mojega ljubega, je seveda tu noter skrita. In jaz upam, da nekako je to tisto, kar je utopija. To pomeni, sistem to uniči, sistem pravzaprav spravi to na rob, na margino, kako hočete, potisne to proč, ne? Vemo, da ljudje zgubljajo službe, zgubljajo posel, delo, če nisi ti ukomponiran v razne, bi rekel temu, dragi moji Farani, institucije, povezave, prijateljstva in tako dalje. Lahko pa tudi ne pristajaš na to. In takrat je bistveno lažje. To je zgodba Arnoža. To je vse, kar imam zapovedati. In moram reči, da sem hvala, da sem lahko spet delal tega, ker sem jaz delal tudi prejšnjega Jančarja in še bi ga delal. Ker ga še vedno Slovenci ne razumemo. To bom povedal tu, za njega to povem. Ne, vemo, skozi kaj je šel, ne, da bomo pozabili, Jančar ni zdaj samo veliki pisatelj in tako naprej. Mislim, to je človek z doseji, ne. To je človek, ki je imel, ne bom govoril kaj vse, ne, se to se da prebrati namreč, ne. Tako da, bom rekel, veličina, premalo znamo ceniti te stvari, da to imamo. Ni sam Shakespeare, ni sam nekaj, kar ni od tu, ni sam Brangelina, Angelina, kaj ima.
Brangelina. Ne, dragi moji. To je vse. Oprosti, Marko, sem bil tako dolg, ampak to sem pa mogel nekako povedati. In to se mi zdi, in predvsem bi rekel še nekaj, ne. Jaz sem imel izjemno dobro izkušnjo takrat v tej povezavi, ne, z Mariborom. Izjemno, ne. In mislim, da bom rekel, vse sem bil tudi nekaj časa, zelo malo, ne. Eno leto v tej, ne, direktor, ne, mislim, bil sem del neke institucije, ampak moram reči, da tista izkušnja me je takrat pripeljala v Maribor, ker sem dobil občutek, da to ni to, kar ljudje mislijo, ne, da je koprodukcija samo finančna finta, ne, ali ne vem, kaj vse se interpretira, ne, ampak da gre seveda za eno drugo kvaliteto in da je ta familija, ne, to, kar nam v Sloveniji seveda tudi manjka, ne, eno je, da to krščanstvo govori, kako je družina pomembna, ne, družina je širok pojem za mene, ne, ljubezen je širok pojem, ne. Če bi to razumeli, ne, bi bilo življenje tudi lažje, ne. Zdaj vemo, da družina ni več tako popularna, zdaj grejo že nekoliko nazaj stvari, ne, to moram še reči, ker je zanimivo, ne. V bistvu zdaj je idealen sistem, ki naj bi se vzpostavil komuna, ne. To pomeni, mati naj bo ena in edina, ne, očetov je pa lahko več. In te povezave, ki se tu dogajajo, moram reči, da so zelo uspešne. Ni vedno tako. Uspešno v tem smislu, da je bilo meni užitek delati, da izjemno cenim in, torej, in ta Maribor, in to Ljubljano, in da, če se najde to, zdaj tu je še seveda povezava tudi z Jančarjem, ne, ki seveda je štojec, tako da je to vse uredi. To je to. Hvala. No, nekaj sem povedal. Jaz sem zdaj, sem mislil, da boš še... Ne, dosti. Fusno to da. Ne, dovolj. Okay. Hvala. Jaz moram reči, da je vse, kar je zdaj Diego govoril, prisotno predstavil. Tako da mislim, da to ne gre samo za Jančarjevo izpoved, ta predstava gre za Diegovo izpoved in mislim, da gre za izpoved igralcev, ki so na vodu. Marko, Nika, pa ste tukaj, jaz bi še vaju nekako pozval, da povesta neke svoje videnja ali sodelovanja, ali svojih blok, ali svoje pozicije. Pa jaz bi dal neki prednost, če se tako. Markic. Lepo držati, Ne, najprej sem hvaležna za to sodelovanje, se mi zdi super. Kot drugo bi pa, bolj zelo kratko, ker ste veliko povedali, se mi zdi fajn, kako smo se lotili zadeve čisto skozi človeka, ker smo poskušali v bistvu prizoriti to, kaj se zgodi, če se človek odloči biti zvest samemu sebi, ampak resnično. To je tisto, kar je Diego v tem duhu govoril in kako se začnejo znotraj človeka samega te procesi dogajati, kam gre strah, kje se pojavlja, kako se pojavlja. Jaz tudi mislim, da ne gre za upornika, jaz mislim predvsem, da gre za vztrajnega človeka in da so te izzivi lahko zelo močni in te izzive smo poskušali na tak način ponazoriti oziroma pokazati, kako so lahko kruti in kako se lahko dogajajo v človeku. Se mi zdi, da je to tudi vse od današnjega časa v tem individualizmu, da ne prihajajo pritiski, seveda prihajajo od zunaj, ampak smo jih tako ponotranjali, da se te konflikti zdaj znotraj nas dogajajo in velikrat se dogajajo zelo nezavedno, mi smo jih poskušali zavestiti, kar se mi zdi v redu in kar je dobra popotnica za naprej, tudi za enega gledalca. To se mi zdi kvaliteta naše predstavljanja. Hvala. No, Marko, ja, isto, kar je rekla Nika, zelo sem hvaležen za to sodelovanje in razširjeno familijo. Super je bilo spoznati tudi Diega in pač kot novega sodelavca, sem recimo prvi že delal z njim.
je pa, zdi se mi, recimo, cel ta naš proces bi pa, se mi zdi, kada smo snemali nek film, pa ne mislim, da smo zdaj to zdaj naturalistično vse stvari izvedeli, ampak je takega, ampak ko smo pripravljali iz tega materijala, iz tega besedila, prizore, scene, etide, ki smo jih, kot da smo jih posneli na več različnih načinov, iskali verzije, kako priti do bistva, globine, esence neke situacije in določenih odnosov med ljudmi. In iz vsega tega materijala in potem se tudi seveda posluževali točno tega, kar pri filmu, če ga snemaš, moraš narediti, da prideš ti ali določeno stanje, ali da nekaj, mislim, da, ker kamera vse to zabeleži, mislim, in se potem pomagaš z najrazličnejšimi stvarmi, s fizičnimi pripravami, nekako, kako se človek pripravi do tistega trenutka, ko rečemo, ok, zdaj pa kamera snema. In se mi zdi, da iz vsega tega naloženega materijala, kada smo imeli neko posnet material, je potem Diego to uživo montiral in še seveda, še vedno to, ta proces je nekončan, še vedno to delamo in kadarkoli nam kaj v predpripravi manjka, se vračamo nazaj k izhodiščem in poskušamo priti do prave oblike te male etide, ki smo jih potem sestavili v celoto. In to mi je recimo zelo dragocen pristop oziroma način dela. To je to. Hvala, jaz mislim, da smo bili zelo izčrpni. Zelo. Jaz bi še dal seveda tako, kot je prav možnost nam zastaviti kakšno vprašanje, dokaj smo še tukaj. No, dajte, kaj vprašanje. Ni. Vi. Vprašam Mojca, če se prav razumel, se je Janez tega svojega seja lotil še enkrat, ne? Ja, v bistvu natančen in veliko, kar je seveda ob tem, ko je privolil za to objavljeno v slovenščini, je to v to privolil s pogojem, če lahko to še enkrat pregleda in je seveda tekst po ideji, po strukturi, po vsem ostal enak, kot je bil prvotno napisan pred 7 leti, ampak vendar so določene stvari na novo preverjene, sformulirane in kot sam pojasnjuje v tem že omenjenem postskriptumu, nekatere so se selile v fusnote, nekatere pa iz fusnot v glavni tekst. Tako da je nova redakcija, ampak v bistvu je pa to, v izhodišču je pa to verzija prvotnega teksta. Hvala lepa. Jaz vam lepo zahvaljujem. No, jaz moram, mogoče sam to bi rekel, da kar se tiče tega teksta, ne, če bo koga zanimalo, ne, te teoretične, te študije, ki obstajajo, ne, in v knjigi, ne, je šla znamenje. Ja. In tudi seveda ob tistem gledališkem listu, ne, jaz moram reči, da sem bil izjemno presenečen. In Ruplov tisti tekst, in Krmaunerjev tekst, in Schmidt, ne, Goran, tisti tekst, super. Torej, bom rekel, so ljudje, ki so, ne, da bo končali optimistično, ne, da ni zdaj nič tu, kava je dobra, marsikaj, ne, hvala, samo tole, kako je strukturirana predstava, organizirana. Tega teksta je za 3 ure. Lej, tako bom rekel, a mi razumemo življenje? A če bi te zdaj vprašal, kaj je smisel življenja, bi rabila midva več kot 3 ure, da bi si na to odgovoril. Torej, o tem, kako je strukturiran, strukturiran je tako, da deluje predvsem na tiste stvari, ki so v življenju najpomembnejše. To ni razum, to ni emocija, to so čuti. To je tisto, kar otrok še ima, mi pa žal vse manj. S tem se ukvarjam celo življenje.
To ste rekel, da je 4. Veliko je, ne vem, koliko bo trajalo. Trajalo je, ne morem povedati, ker je tako narejena predstava, da lahko še 2 uri dam noter, pa bo v redu. Lahko pa dam 1 uro ven, recimo. Ker je stvar umetnosti pravzaprav, jaz ne vem, mogoče bom s tem zaključil. Namen umetnosti seveda je, da je kritična, da je kritika neke situacije družbe. Ampak namen umetnosti je vedno bil in bo, pa jaz se nimam za umetnika, ampak za delavca, in to garača, je bil vedno higiena in zdravljenje, terapija. To meni, umetnost mora odpreti tisto, kar boli, kar je zaprto, kamor ne upamo pogledati, pa bi si želeli pogledati. To meni, namesto da hodim do šrinkov, maserjev, in ne vem, kam vse se še hodi, na ajurvedska srečanja na Šrilanko, lahko pridete v Dramo. Zdravo. Danes pa nimaš tokrat, ne? Imam tudi nekaj, malo. Hvala vam. Hvala. Šrilanka je zelo popularna, no? 500 €.